Suhe ceste, sonce, prijetne temperature, sem kar prepričan, da večini pa še takšna zima, no, v bistvu pomlad že. Pa ne samo zato, ker potem lahko prijetno uživamo zunaj nekje na kavici, ampak tudi iz vidika prometne varnosti je bolje, če ima podlaga dober oprijem, ker je pač suha. Ena velika past za motoriste je recimo tako lepo vreme, ko posije malo sonček in motoriste zamika, da bi seveda zapeljali z garaže ven in zajahali jekleni konjiček. Vendar tukaj bi rad opozoril, pa ne samo kot direktor agencije, ampak tudi kot motorist, da je to zelo nevarno. Se pravi, zdaj so seveda še razmere niso primerne, asfalt je še hladen, marsikje odseki še niso počiščeni od posipavanja zimskega in pa na drugi strani tudi mi kot vozniki še nismo v tisti formi, ni občutkov, ni kilometrov. Tako da tukaj je pač potrebno se vzdržati ali pa biti zelo, zelo previden pri taki vožnji. Vem, vsi vse veste, ker ste nekateri na motorju že 20 ali več let, ampak za razliko od vas, ki vse veste, na primer v Avstriji motoristi, tudi tisti izkušeni, vsako sezono ali pa vsaki 2 leti hodijo na treninge varne vožnje. Takole, ob samem začetku sezone, da odpihnejo malo rje, ki se je nabrala med samo zimo. Pri nas to počnemo bistveno redkeje. Agencija za varnost prometa v mesecu marcu začenja z nacionalno akcijo Motoristi, s katero želi opozoriti na nevarnosti in pasti v prometu. In tukaj imajo eno super zadevo za praktični prikaz. To je naprava, na kateri lahko simuliramo razne situacije, ki jih pričakujemo in se nam praktično dogaja vsakodnevno na cesti, vendar smo jih do sedaj lahko učili samo v teoriji. Ko pa imamo tako napravo, nam omogoča izvajanje takih vaj v varnem okolju. Se pravi, tudi ko gre motor preko meje, to, kar se nam na cesti zgodi, vendar seveda tukaj ne pademo, ampak samo začutimo, kaj je posledica nekega ravnanja. Bodisi nenadzorovanega, nepravilnega zaviranja, bodisi tega, da nepravilno uporabljamo plin v vhodu ali pa izhodu iz ovinka, bodisi oprijemljivost ceste, se pravi slabe gume, nekaj, da nas vmes preseneti, da je slab asfalt, da je hladen asfalt. Se pravi, ta naprava nudi mnogo teh možnosti. Sam osebno sem zaznal, da veliko nesreč se zgodi ravno tudi zaradi tega, ko sicer motorist obvlada motorno kolo, ima opremo, ima tehnično brezhiben motor, ima izkušnje in leta vožnje za sabo, pa vendar ga trenutek nepazljivosti odpelje do prometne nesreče. Zakaj se to zgodi? Zato, ker se vse prevečkrat motoristi usedemo na motorno kolo ravno zato, da bi se sprostili in odpočili od delovnega dne in potem to posledično deluje lahko na prometno nesrečo. Torej, na motorno kolo takrat, ko smo tudi spočiti in dovolj zbrani. Najpogostejši razlog po obstoječih statistikah, v katerih so udeleženi vozniki motornih koles, je seveda neprilagojena hitrost. Takoj na drugem mestu je pa potem izsiljevanje prednosti oziroma neupoštevanje pravil prednosti. Že samo vzroka napeljujete k temu, da vidite, v katerih primerih je nekdo povzročitelj prometne nesreče. Evo, že tole je super, kaj šele pravi trening na poligonu. Sicer pa za svojo varnost najlažje skrbite sami. Torej, čelada na glavo, pamet v glavo, dobra oprema in brezhiben motor, pa bo užitkov še veliko. Meni se čelada manjka. Motor pa imam, evo.